Pozdravljeni. V tem drugem delu analize zimskih testiranj se bomo pa malce ozrli na tisto, kar smo pravzaprav videli na samih bolidih. Poglejmo, če bomo tokrat dobili kakšne odgovore. V prvem delu analize smo ugotovili, da kljub temu, da smo imeli razpredelnico časov, je bila ta za kak konkreten zaključek irelevantna. Namreč časi so bili previsoki, ker ekipe verjetno niso pripeljale programa do tiste točke, kjer bi zares videli serijo hitrih krogov. A videli smo marsikaj drugega, ampak tokrat bo treba malce več zaupati lastnim občutkom, marsikje bomo videli tudi kakšno špekulacijo pri zaključkih. Vseeno na začetku moram poudariti, da proga v Bahreinu ima čisto drugačne lastnosti kot proga v Barceloni. Zaradi tega tudi dejstvo, da je nekdo hiter v Barceloni, še ne pomeni, da bo v Bahreinu. Lep primer. Proga v Barceloni je tista, ki najbolj leži konceptu tovarniške ekipe Mercedes. Ferrari v Bahreinu je pa, ko je imel spodoben bolid, pokazal izjemno formo. Spomnimo se najprej sezone 2018. Nesreče v boksih Ferrarija, ko je Kimi Räikkönen poškodoval mehanika, in dejstvo, da je Sebastian Vettel nato zmagal kljub temu, da niso bili sposobni mu zamenjati koles. Po drugi strani ne moremo mimo dejstva sezone 2019. Malo je manjkalo, da bi Charles Leclerc zmagal s presenetljivo lahkotnostjo. Le okvara na hibridnem delu je bila odgovorna za to, da so pri Mercedesu dosegli enostavno dvojno zmago. In seveda mnogi navdušenci pozabijo na to. A vseeno moramo biti pozorni. Tudi pri Red Bullu imajo podoben koncept tistemu, ki smo ga videli pri Ferrariju v precitiranih sezonah. Le pogonski sklop je tisti faktor, kateri lahko prinese ali pa tudi ne določeno razliko. Slišali smo kar nekaj izjav, naj bi pri Ferrariju odpravili tiste težave, ki so jih imeli s končno hitrostjo. A videli smo pri prejšnji analizi, da časi so še zmeraj previsoki, da bi lahko imeli kakšna oprijemljiva dejstva. Po drugi strani naj bi prav pri skuderiji Ferrari imeli težave z obrabo pnevmatik, kar je zopet presenetljivo, kajti do sedaj so bili ena izmed ekip, ki je imela najmanj težav pravzaprav na tem področju. Nimamo nobenega dokaza za to. A imamo kar nekaj zanimivih fotografij, katere nam kažejo rahlo drugačno sliko. Govorimo najprej o zračnem uporu in o tem smo govorili tudi v analizah pri predstavitvi vsakega bolida. Tokrat si bomo ogledali različne koncepte skupaj. Govora je bilo v mnogih analizah o površini tistih hladilnih rež in govorimo o dveh bočnih in seveda oni zgornji. Kolikor pogledamo, kaj je površina tistih izhodnih rež na zadku, bomo presenečeni. Kolikor primerjamo tisto režo pri Ferrariju, Red Bullu, Mercedesu ter Aston Martinu, bomo videli, da izhodna reža pri Ferrariju je po površini ogromna, pa naj si obrnemo zadevo, kot hočemo. In po drugi strani se lahko vprašamo, če zrak rabi tako veliko površino, da gre izpod tistega pokrova pogonskega sklopa, kako je velika površina na vstopnem delu, da zrak pride not k hladilnikom in seveda pod pokrov pogonskega sklopa. Večja kot je površina, višji je zračni upor.
Zato lahko na tem mestu tudi dvomimo o tisti izjavi, da je Ferrari rešil svoje težave s končno hitrostjo, kajti zračni upor je eden izmed glavnih faktorjev, ki doprinese k temu, da končna hitrost je rahlo nižja. Seveda, govora je bila tudi o zelo zanimivi rešitvi pri McLarenu, kar se tiče difuzorja. In tu bi rad zopet vas spomnil, da reakcijski čas raznih ekip v Formuli 1 je izjemno kratek. Ukolikor je ideja dobra in skladna s pravilnikom, bomo lahko videli podobne rešitve že na prvem prostem treningu velike nagrade Bahreina. In sedaj se bomo še za trenutek ustavili pri ekipi Alpine ter njihovem bolidu A521. Mnogi izmed vas ste me tudi vprašali, kaj menim o tistem izjemno čukatem zgornjem vstopniku in seveda strukturo za njim. Povedal sem vam, da me izjemno spominja na tistega, kar sem videl pri Renaultu RS20. Problem je v barvni shemi, katera lahko marsikaterega navdušenca zavede. Videli smo bistveno bolj vitko rešitev tudi na testiranjih v Bahreinu z bistveno daljšo hrbtno plavutjo. Ta pomaga, da zračni tok pride čistejši na tisti zadnji profil in je zadeva zaradi tega aerodinamično bolj učinkovita. Sedaj smo prišli do točke, kjer lahko govorimo o tem, da nekatere ekipe, in tu gre predvsem poudariti tovarniško ekipo Mercedes ter Aston Martin, so pripeljale na zimska testiranja v Bahrein izjemno sofisticirane rešitve. O pokrovu pogonskega sklopa tako pri Mercedesu kot pri Aston Martinu sem že govoril v tistih prispevkih posvečenih predstavitvam posameznega modela. A tu s tisto primerjavo izhodnih rež smo dobili potrditev, kako malo zračnega toka je potrebnega za hlajenje raznih elementov tam pod tem že citiranem pokrovu. Po drugi strani smo videli pri Ferrariju bistvu bolj enostavno rešitev, katera je zanesljiva, dovoljuje kar lepo število krogov, a konec koncev sem mnenja, da tudi prispeva kar nekaj zračnega upora. In sedaj se bomo vprašali, kaj je bolj bistveno. Namreč stara mantra v Formuli 1 veleva, da hiter bolid je lažje narediti zanesljiv, kot zanesljiv bolid hiter. In čeprav smo videli pri analizi časov, da to zaenkrat ne moremo trditi, kdo je hitrejši in kdo počasnejši, imamo drugo tabelo, katera se mi zdi zanimiva. Tu vidimo število odpeljanih krogov. In verjetno ste zasledili, da Sebastian Vettel se je že pritoževal nad majhnim številom krogov, ki so jih odpeljali pri ekipi Aston Martin. In Aston Martin na tisti tabeli časov, kot sem že poudaril, ni blestel. A rad bi, da gledate na to tabelo z malce širšega zornega kota. Prve 4 ekipe na lestvici konstruktorjev v lanski sezoni so na zadnjih 4 mestih glede števila odpeljanih krogov na zimskih testiranjih. Zanimivo. So imeli več težav kot ostali? Po mojem, da. Po drugi strani pomeni, da njihovi bolidi so bolj sofisticirani in bliže tisti idealni meji med hitrostjo ter zanesljivostjo. Sam si sicer še ne upam trditi, kdo je najboljši in kdo je malce slabši, a mislim, da tu bodo odločale malenkosti. Mercedes, po mojem osebnem mnenju, ima še zmeraj prednost, malce manjšo kot lani. Red Bull kaže, da je naredil korak naprej, a ne smemo pozabiti ne na Aston Martin in ne na McLaren. Kajti ukolikor bo nekdo izmed para Mercedes-Red Bull naredil majhno napako, bi jo znali tako pri Aston Martinu kot pri McLarenu izkoristiti. Žal sem mnenja, da tisti rezultati, ki smo jih videli predvsem pri skuderiji Ferrari,
niso odraz prave slike. Kar se tiče ekipe Alpine, še nisem prepričan. Prepričan pa sem, da pri Williamsu so naredili kvalitetni skok naprej. Tudi pri ekipi Haas smo videli določene spremembe, kar se tiče na primer prednjih profilov, a to je bilo nekako logično. Žal jih stavim na zadnje mesto med tistimi ekipami, ki sem jih lahko opazoval med temi prostimi treningi. Kar je meni osebno najbolj zanimivo, je to, da določeno lestvico med posameznimi ekipami sem lahko sestavil glede na tisto, kar sem videl na raznih fotografijah, samimi časi si pa nisem znal pomagati. Verjetno je krivda na moji strani, a tako pač je. Kar se tiče analize iz zimskih testiranj v Bahreinu, je to tudi zaključek. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.